Družba živijo. Jaz bom tole za začetek dol dal. Kako ste? Se imate fajn? Ste zdravi? Danes imam jaz, kot obljubljeno, malo razvedrila. Predstavil bom drugi del najlepših projektov v letošnjem letu. Tako da se malo spomnimo na lepe sončne dni, ko smo imeli še možnost iti malo ven, malo na teraso, malo okrog. Tako da obudimo lepe trenutke, ki smo jih v letošnjem letu doživeli. Najlepše projekte sem jaz letos posnel tudi s kamero, tako da malo živimo vse skupaj, da ne bo vse tako žalostno. Pa pojdimo pogledat. Ful dobra inovacija, ki smo si jo želeli letos res narediti in nam je tudi ratalo. To je tak mini box, kamor lahko spravite 2 ali pa celo 3 kolesa, na vrtu ne zasede veliko prostora, je pa ful uporabno. In to je zdaj tudi na voljo pri nas. Druga, tudi podobna inovacija, je pa garaža za motor. Če nimate v garaži od hiše prostora, mogoče je motor vaš nov hobi, pa niste razmišljali, kam ga boste pospravili. Evo, zdaj imamo rešitev. Spet neka oblika vrtnega boksa, kamor lahko parkirate svoj nov motor in bo na suhem in bo v dobrih pogojih lahko preživel zimo. Spomladi pa naprej akcije. Ne vem, če je imel že kakšen izdelek iz naše proizvodne takole lep razgled, kot ga ima ta brunarica. Baje se v lepem vremenu vidi celo do Balatonskega jezera, če imamo fajn dober vid. Ne bom povedal točne lokacije, ugotovite sami. Je pa postavljena na idilični lokaciji, na vrhu hriba, na vrhu griča. Okrog je travca, zadaj je gozdiček in je praktično čist na samem. Takšna brunarica pričara res nepozaben, lep, prijeten ambient. No, tole je pa travnik, ki stoji poleg ene stanovanjske hiše, ki ima v bistvu zelo velik vrt. In tukaj se zelo lepo vidi, kako lahko ena vrtna hiška in tak center vrta, ki ga dodamo, res močno popestri celotno sliko, celotno zgodbo in doda en velik element k ambientu na vrtu. Tale kubi hiška je pa postavljena v centru Ljubljane, v strnjenem naselju, v bistvu poleg neke nove vrstne hiše. In ker v hiši ni veliko prostora za shranjevanje, razne krame, niti hiša nima kakšne posebne garaže ali pa kaj takega, je tole odličen kot prvo okras vrta, kot drugo pa tudi odličen prostor, da se shranijo stvari, ki jih imamo na vrtu, recimo miza, stoli v zimskem času, počivalniki in tako naprej. Pa še ful dobro izgleda. Ena velika posebnost tele kubi hiške je pa, če uganete, zelena streha. In redko se zgodi, da naletimo na takšen projekt in smo na to ful ponosni, ker ful dobro izgleda, po drugi strani pa še približamo naravo človeku in takih projektov se vedno ful veselimo. Tale brisole sem vam res hotel pokazati, zato ker ful lepo paše k že obstoječi pergoli in se ful lepo poda tudi v ambient hiše, v ambient vrta. In tukaj se da zelo lepo videti, kako brisole resnično opravlja svojo funkcijo. Se pravi, da kadar ne želimo svetlobe, kadar je sonce premočno, lamele zastremo, kadar si želimo sonca, jih pa odpremo in to je tipičen prikaz. Evo pa še ena brunarica z res vrhunskim razgledom. Ta ima pa razgled na katero mesto? No, pa da ne bojo med najlepšimi projekti skozi sam vrtne hiške, imamo še tole lepo ograjico, ki je kombinacija macesna, pa kovine v barvi antracit. In mi smo mnenja, da res lepo popestri tale vrt, tole dvorišče. Kaj pa vi mislite? Evo, to je to za danes. Ful bi rad naredil letos še 3. del, ampak me malo uvira to, da pač ne moramo prav daleč od doma priti. Ampak, če nam bo vreme služil, mogoče pa. Skratka, ful imam še lepih projektov za pokazati in res jih ne bi rad spustil in verjamem, da jih bomo vsi še vedno dočakali. Do takrat pa se vidimo, se slišimo. Čau, čau!